Lep dober dan. Torej najprej naš komentar glede ob začetku zbiranja podpisov v podporo referendumu o pokojninskem zakonu SPIZ-2. Kot veste, je danes na pobudo sindikatov začel teči rok za zbiranje teh podpisov, pri čemer je naša ocena, da je seveda referendum legitimna oblika odločanja državljanov in odraža enega pomembnejših vidikov demokracije. Kljub temu pa se postavlja vprašanje o primernosti takšnega načina odločanja, o vprašanjih, ki so pogostokrat podvrženi političnemu nabiranju točk, pa tudi demagogiji in manipuliranju z dejstvi. Nova pokojninska zakonodaja se nam zdi preveč pomembna, tako za sedanje kot za vse bodoče upokojence in tudi za razvoj celotne države posledično, da bi jo prepuščali prevelikim tveganjem, zato bo še danes strani koalicijskih poslancev vložena pobuda za oceno ustavnosti naknadnega zakonodajnega referenduma. Z neveljavitvijo pokojninskega zakona SPIZ-2 bi se namreč nadaljevalo zniževanje pokojnin ob nižji odmeri vseh novih pokojnin, kar bi vse več upokojencev vodilo v revščino. In prav tako bo tudi usklajevanje pokojnin obstoječim upokojencem teklo na nižji ravni, kot bi, če bi spremenili pokojninski zakon. Gre namreč za to, da stari pokojninski zakon vsebuje takozvani 151. člen, ki znižuje usklajevanje za dodatnih 0,6%. Zato upam, da bodo upokojenci in bodoči upokojenci pobudnike vprašali, zakaj je bilo potrebno, da bodo imeli že v tem letu, če ne bi prišlo do veljavitve, pa tudi vnaprej nižje pokojnine, kot bi jih lahko imeli, če bi sprejeli novi zakon. Z neveljavitvijo tega zakona pa seveda nastaja tudi širši problem primanjkljaja v pokojninski blagajni, ki bi narasel do te mere, da bi ga bilo potrebno začeti pokrivati na račun ostalih proračunskih postavk, zlasti sociale, zdravstva, šolstva, hkrati pa bi izdatke pokojninske blagajne na račun upokojencev morali dodatno krčiti še z interventnimi zakoni. To se nam dogaja že letos in tako kot smo potrdili proračun za prihodnje leto, se nam bo dogajalo tudi v prihodnjem letu. Tako z vidika posameznika kot države in celotne družbe bi v primeru neuveljavitve novega zakona tako nastale resne protiustavne posledice na področju zagotavljanja ustreznega socialnega varstva in dostojnih pokojnin. Naj povem, da bo pobuda za ustavno presojo referenduma vsebovala predvsem tri smeri argumentacije. Prva je, da se z novim pokojninskim zakonom odpravlja določena neustavnost obstoječega zakona, ki je bila že ugotovljena v dveh primerih strani Ustavnega sodišča. Tukaj gre za člene obstoječega zakona 58, 178 in pa 66. V obeh primerih pa gre za vprašanje neenakega položaja zaposlenih in samozaposlenih znotraj pokojninske zakonodaje. Mi seveda z novim zakonom to neustavnost odpravljamo in to je eden od razlogov, zaradi katerih je potem odločanje o takem vprašanju na referendumu manj oportuno. Druga smer argumentacije gre v prid zaščite pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine iz 50. člena Ustave in pa tretja gre v smeri zaščite izvrševanja funkcij socialne države, kot jo določa 2. člen Ustave Republike Slovenije. Gre namreč za to, da bi neuveljavljanje pokojninskega zakona lahko privedlo in že vodi v situacijo, ko ne moremo več izplačevati zakonsko določenih pokojnin upokojencem. Če bi se seveda ta situacija nadaljevala, da novega zakona ne uveljavimo, bi se to nedopustno stanje nadaljevalo naprej. Ustava namreč v 50. členu določa, da imajo državljani pravico do socialnih prejemkov, med drugim tudi do
do pokojnin, ki jih mora preko ustreznega sistema država zagotavljati. Seveda pa v primeru neuveljavitve, kot rečeno, lahko prihaja tudi do težjih javnofinančnih posledic, kjer bi potem prišle pod vprašaj tudi druge socialne pravice, ki jih država zagotavlja, kajti zmanjkovalo bi sredstev v proračunu za te namene. Med drugim naj navedem, da bo ena od argumentacij šla tudi v smeri izpolnjevanja obveznosti iz mednarodnih pogodb, ki nas kot državo, ki smo jih podpisali, zavezuje. V tem smislu torej bo šla argumentacija za ustavno presojo. Ob tem bi želel poudariti še to, da se je ministrstvo pri pripravi nove pokojninske zakonodaje več kot leto dni intenzivno prizadevalo za dialog tudi s pobudniki referenduma. O tem pričajo na desetine sestankov, ki smo jih opravili na različnih ravneh, tudi celodnevna pogajanja o teh vprašanjih in tudi srečanja predstavnikov sindikatov, zlasti pa tudi delodajalcev pri predsedniku vlade. V tem procesu smo sprejeli in v zakon vključili tudi njihove številne pobude, med njimi postopnejši prehod na daljšo pokojninsko dobo, krajše obračunsko obdobje za izračun pokojnine, 20% bonus ob podaljšanju delovne aktivnosti po izpolnitvi pogojev za predčasno pokojitev, znižanje prispevkov za starejše delavce in za zaposlovanje mladih za nedoločen čas, nadalje tudi pobude za dodatne bonuse, omilitve, določil zakona s širitvijo časovnih bonusov za vse otroke, pa z upoštevanjem časovnega bonusa za vojaščino in podobno. Skratka, mi smo upoštevali celo vrsto predlogov, ki so jih pobudniki referenduma sicer že v predhodnem postopku dajali. Tako je sprejeti zakon prijaznejši do ljudi od njegove prvotne različice, hkrati pa še vedno omogoča zaustavitev padanja pokojnin in zagotavljanja ustreznih pokojnin tudi vsem prihodnim generacijam. Ko govorimo o pokojninah, se moramo namreč zavedati, da kljub temu, da ima vsaka generacija svoje interese in zahteve, mora pokojninski sistem zagotavljati primerljive pravice pod primerljivimi pogoji vsem, tako tistim, ki se bodo upokojili prihodnje leto, kot tistim, ki se bodo upokojili čez 5, 10 ali 15 let. Nepravično bi bilo na račun enih žrtvovati prihodnost drugih. Danes smo priča prizadevanja nekaterih, da bi sedanja, to je tudi moja generacija, šla hitro v pokoj in izstavila račun za svoje pokojnine svojim otrokom in vnukom. In temu se želimo zoperstaviti tudi z rešitvami, ki smo jih predlagali. Za konec bi rad dodal, da torej pozivanje za glasovanje proti zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pomeni pozivanje proti zanesljivim in višjim pokojninam, kakor tudi pozivanje proti socialni državi. S takimi pozivi sindikati pozivajo proti spremembi pokojninskega sistema in s tem seveda tisto, kar bi lahko označevali kot srečno okoliščino, da živimo dlje in okoliščino, da lahko sami dostojno poskrbimo za to daljše življenje, spreminjajo in jo želijo označiti kot neko življenjsko tragedijo današnje generacije, ki živi dalj časa. Mislim, da je osnovna filozofija, osnovni pristop v tem primeru zgrešen. Gre tudi za neresnično prikazovanje vsebine nove pokojninske ureditve, s katero se želi odvrniti državljane od podpore spremembam, ki zagotavljajo varno starost vsem generacijam. Kot primer in kot posebno zanimivost, ki ste jo mogoče že videli, naj pokažem poseben letak, ki kroži v spodbudo podpisovanja pobude za referendum, ki ima celo vrsto informacij, ki želijo ljudi spodbuditi k temu, da bi razmišljali o tem, kako jih bo novi pokojninski zakon prikrajšal. Ne pove pa, koliko
nižjo pokojnino bodo imeli, če ne bo sprejet novi pokojninski zakon. Se pravi, tega pa ta letak ne pove. No, med drugim je na tem letaku tudi primer ministra, ki da ima plačo, ki je tukaj navedena 200 evrov višja, kot je v resnici. Jaz upam, da mi bo sindikat to razliko izplačeval. In pa, da bom imel pri 65 letih 43 let pokojninske dobe, kar nažalost ne bo res, ker je bom imel šele 60 let. Hkrati so uspeli izračunati že višino moje pokojnine, spis oziroma Zavod za pokojninsko zavarovanje pa še ne zna izračunati. Tako da iz tega lahko vidite pravzaprav, kako resne so informacije, ki krožijo v javnosti in ki spodbujajo pravzaprav ljudi, da dajo svoj glas za referendum.